Začetki šolstva v Gabrovki segajo v leto 1825, ko je pouk potekal še v Mežnariji. Leta 1878 pa so dobili novo stavbo. Osnovno šolo Gabrovka Dole in podružnično osnovno šolo Dole pri Litiji skupno obiskuje več kot 200 učenk in učencev. V telovadnici osnovne šole pa je bila izvedena svečana prireditev, ki se ji je svojo prisotnostjo poklonil tudi minister za vzgojo in izobraževanje dr. Vinko Logaj. Zato se ob tej slavnostni priložnosti vsem, ki ste kakorkoli pripomogli k uspešnemu razvoju in delovanju izobraževanja v ožjem in širšem okolju Gabrovke, iskreno zahvaljujem in vam čestitam za vse dosežke. V teh 200 letih ste vi in vaši predniki skovali bogato zgodovino spominov, ki segajo v daljno leto 1825, ko je pouk potekal še v Mežnariji in ki so vaši predniki iz okoliških vasi tudi v globokem snegu hodili 8 kilometrov do šole in nazaj domov. Pred drugo svetovno vojno je bilo to območje samostojna občina Sveti Križ pri Litiji, od leta 1952 do 1955 pa celo samostojna občina Gabrovka. Veseli me, da je izjemno dolga tradicija šolstva v Gabrovki pustila sled v vseh teh generacijah otrok, staršev in zaposlenih, da šolska stavba ni le skupek praznih sten, ampak da je kraj vzgoje, izobraževanja in povezovanja, ki je pogoj za zadovoljno skupno življenje. Malo imamo takih obletnic v občini Litija, kot je ta današnja. Tako da to izpričuje, da so vaši skupni predniki res imeli izjemen čut za to, kako bodo vzgajali svoje otroke in predvsem, kako bodo obstali na tem območju. Danes smo lahko ponosni na to, tudi če gledamo z demografskega vidika, da je bilo to prizadevanje zelo uspešno in povsem na mestu. V organizacijo in izvedbo dogodka je bila vpeta cela šola. Vsi zaposleni pa so na nek način prispevali k organizaciji še ene izjemne jesenske tržnice. Ja, letošnja jesenska tržnica je imela pridih še 200-letnice šolstva v Gabrovki. Kot vsako leto priprave nekaterih učiteljev začnejo že septembra, ko se vlaga razna zelenjava, paprike in podobno, ne. Potem pa se stopnjuje. En teden pred samo tržnico se stopnjujejo nekako priprave in sodelujejo tako učenci, kot krajani, kot učitelji, vzgojitelji, vsi nekako dihamo za to prireditev. Torej lahko rečemo 19., 20. in 21. stoletje, vsa ta obdobja je učenec pridobival neka znanja, ne? In to je pomembno. Ne tiste ideologije, katere so prihajale, ker je lahko kritično v njih razmišljal, ampak dejansko je v teh krajih vedno potekalo neko izobraževanje in so mladi ljudje hodili v svet in so dejansko, odkar sem tukaj ravnatelj, vidim, kako so ponosni, ko grejo nekam, pokažejo neke vrednote in se vrnejo nazaj. In vedno rečejo, jaz sem pa iz Gabrovke, ne? Velik kraj po srcu in stičišče vseh nekako poti že od nekdaj.